Dobrodošli spet v Ambientih. V zasanjanih Brkinih, kjer pokrajina valovi od sadnih nasadov in mogočnih gozdov, si je dom uredil mladi par. Pa ne kar kakršenkoli dom. Njuno domovanje je namreč oblikovano z velikim spoštovanjem do lokalne identitete in tradicije, ter je dober dokaz, da najbolj pristni interierji nastajajo v sozvočju z lastniki. Še bolje s pomočjo njihovih spretnih rok in ustvarjalnih idej. Vstopimo v domovanje, ki kar poka od igrivosti in topline lesa. Lastniku se namreč ljubezen do rokovanja z lesom pretaka po krvi in zato se je kar sam lotil izdelave lične kuhinje ter obnovil nekatere starejše pohištvene kose in jim tako vdahnil novo življenje. Ana in Primož imata v načrtih gradnjo lastne hišice, a zaradi dolgotrajnih postopkov sta si s hvaležnostjo uredila domovanje kar v mansardi hiše staršev. Ta je bila nekoč namenjena otroškim sobam, ko pa so otroci odrasli, ni več služila svojemu namenu. Mlad par je tako zavihal rokave in se lotil oblikovanja prvega skupnega doma, ki odseva njune korenine in identiteto. Ana in Primož, najprej lep pozdrav. Živijo. Primož, vam se ljubezen do lesa pretaka tako rekoč po krvi in lahko rečeva, da kar generacijsko, a ne? Ja, lahko bi tako rekli. Na podeželju so od nekdaj delali z lesom. Sam sem potomec obrtnih mizarjev. Moj prapranono je delal v ladjedelnici v Malfankonu oziroma v Tržiču, kjer so v delavnicah izdelovali pohištvo za luksuzne parnike takratne kraljevine Italije. Njegov vnuk, moj nono Dušan, je bil pa lokalno zelo poznan in cenjen mizar. Najde se še marsikakšen njegov kos, tudi ta miza je še njegovo delo in moram povedati, da njegov mizarski bank je še vedno del moje delavnice in na njem še vedno delam. Torej ste vi tako lepo stopate po stopinjah svojih prednikov in tudi ta kuhinja je delo vaših rok. Ja, drži. Ta kuhinja je narejena iz masivnega smrekovega lesa. Sam pult pa je narejen iz brestovega lesa. Diplomirani inženir lesarstva je izdelal čudovit kuhinjski sestav s številnimi drobnimi detajli. Od ročno rezbarjene svarice, geometrijskega vzorca, ki simbolizira življenje v harmoniji, do efekta črva, za voljo katerega kuhinja deluje še bolj rustikalno. Stojalo je izdelano iz ročaja starega štedilnika. Bele sijaj ploščice pa se lepo dopolnjujejo z žajbljevo zeleno barvo lesa. Vzidano okno služi kot vitrina za kozarce, njeno notranjost pa krasi stara vezenina. Čigava ideja pa so bili vsi te drobni detajli, ki jih lahko najdemo? Ja, v bistvu imava že od samega začetka precej podobno vizijo. Želela sva si ustvariti dom v tako imenovanem retro slogu, ki odseva najine korenine, avtentičnost in identiteto. To se odraža skozi starinski kmečki slog, ki je na nek sodoben način vpet v prostor. Uporabila sva številne kose pohištva iz druge roke, ki jih je Primož kot strasten zbiralec starin skrbno poiskal in izbrskal iz starih podstrešij in skednjev. Stol, na katerem sedim, je delo mojega prapranonota, ki sem ga tudi prej omenil. Zadaj sta dva naslanjača, ki sta iz dote mamine tete, ki sta se nekako znašla pri nas. In meni najbolj pri srcu pa je čajni set v okencu, to je pa moja pranona dobila od svoje mame ob poroki. Ko pa se je vajina družina povečala, se je pa tudi ta prostor malo preobrazil, a ne? Ja, res je. S prihodom novega družinskega člana sva seveda tudi njemu želela nameniti svoj prostor. Tako sva znotraj dnevnega prostora v duhu Montessori pedagogike oblikovala otroški kotiček, ki je sestavljen predvsem iz trajnostnih elementov oziroma igrač, ki otroka vabijo k odprti igri.
svoje mesto v tem kotičku, sta seveda dobili tudi stolček in mizica. Posebej simpatičen pa je Martin Krpan, ki ga je Primož prejšnjo zimo ročno zrezbaril. Kdaj pa je padla ideja za prvi stolček? To je bilo spontano nekako. Bližal se je rojstni dan najinega otroka in z Ano sva se pogovarjala, kaj bi mu podarila. Jaz sem se zaprl v delavnico in je ratalo, kar je ratalo. Potem so še najini starši opazili to, zato sem naredil še z staršem po en stolček. In kmalu je pa to zadevo opazil moj kolega Primož Rojc, ki izdeluje lesene igrače in me malo pobaral, da ta zadeva ne sme ostati za štirimi stenami. Nadvse simpatični stolčki spodbujajo ustvarjalnost in domišljijo najmlajših. Izdelani so iz trdega in trpežnega bukovega lesa, ki prihaja iz družinskega gozda. Ta bo počasi postal premajhen, a Primož in Ana sta odločna, da bodo tudi v prihodnosti njuni stolčki izdelani iz slovenskega lesa. Bukve je namreč v slovenskih gozdovih v izobilju, poleg tega pa se odlično obnese pri izdelavi pohištva. Danes je svet precej potrošniško naravnan in vi na en tak zelo lep način poudarjate vrednost obrti in pa seveda pomen tradicije. Globalizacija je v naša življenja naplavila en kup cenenega materiala in nekako je obrtništvo porinila na stranski tir. To se dogaja že nekako od druge svetovne naprej. V tem času smo izgubili ogromno obrti, še več pa znanja o materialih in znanja o teh veščinah, ki pa mislim, da je prav, da se jih ohrani, in mislim, da tudi z novimi generacijami prihajajo drugačna razmišljanja. Vidim tudi v svojem poklicu, da se nekako stvari obračajo, vendar je potreben še čas. In to še kako drži. Primož namreč s predanostjo svoje znanje in izkušnje rokovanja z lesom prenaša na mlajšo generacijo, ki bo v prihodnosti ustvarjala okolju in ljudem bolj prijazne izdelke, bolj prijazen svet.